Tretja dirka svetovnega prvenstva v motokrosu je bila v Švici. V razredu MX2 se je Jan Pancar povzpel na 9. mesto. Prvič so se letos za točke državnega prvenstva Slovenije merili voznice in vozniki minimota, mini-GP-ja, skuterjev in supermota. Premierna dirka novega državnega prvenstva za mlade voznike speedwaya od 12 do 16 let z motorji s prostornino do 250 kubičnih centimetrov je bila v Krškem. Četrta dirka sezone najboljših motokrosistov sveta se je odvijala v Italiji. V Pietramurati je Jan Pancar osvojil 10. mesto. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Tretja dirka svetovnega prvenstva v motokrosu je bila v Švici. Edini slovenski voznik na progi Schweizer Zucker je bil v razredu MX2 Jan Pancar. Tokrat je kvalifikacije začel izvrstno. Na kvalifikacijah mi je uspel super štart, tako da sem vodil skoraj 2 kroga, kar mi je bilo v bistvu res všeč, da imaš prazno progo in lahko zberaš pure tiste, ki ti odgovarja. Žal na prvem mestu ni zdržal. Malo preveč nervoze in želje je pripeljalo do tega, da sem dobil majhen naren pump, tako da sem na koncu prišel na 8. mesto, kar je še vedno super rezultat in dobro izhodišče. Z 8. mestom je osvojil tudi 3 točke za skupni seštevek točkovanja za svetovno prvenstvo in obetal si je dobro prvo vožnjo. Prvi vožnji 10. mesto, malo ne najboljša vožnja, tudi bolj slab štart. Pancar je vseeno dobro krmaril med globokimi brazdami in kanali na progi, s katerimi so imeli številni kar poštene preglavice in je v drugi vožnji popravil uvrstitev, saj je v cilj pripeljal na 9. mestu. Tudi sama vožnja je bila dosti boljša, tako da sem zadovoljen z dvema vožnjama med top 10 in sem se kar veliko naučil, tako da mi bo to dobro kazalo za naprej. Zmagal je Francoz Thibaut Benisson. Pancarju pa je na dirki pripadlo skupno 9. mesto. V spremljevalnem programu je potekala dirka Evropskega prvenstva za motorje s prostornino do 125 kubičnih centimetrov. Žan Oven in Miha Vrh se nista prebila skozi kvalifikacije, Jaka Peklaj pa je zasedel skupno 32. mesto. Nova sezona državnega prvenstva v mini cestno-hitrostnem motociklizmu je odprta. Streljajoč slovensko-italijanske meje na stezi društva Gas Vrtejba je na velikonočni ponedeljek velikonočni zajec namesto z jajci razveseljeval z razborljivo dirkaško akcijo. Dirkači z licencami AMZS so se v Vrtojbi pomerili v 7 različnih tekmovalnih razredih, v katerih ni manjkalo brezkompromisnih prehitevanj, divjih hitrosti in tudi padcev. Dirkaški dan so začeli vozniki v mini Moto 10 in 14. V najnižji kategoriji je kvalifikacije dobil Nik Podpečan-Vehovec, ki je nadaljeval tam, kjer je ostal lani, na vrhu. Toda njegov niz neporaženosti v minuli sezoni se je končal že na uvodni dirki, saj je padel in odstopil. Aktualni prvak se je pred drugo dirko psihološko pobral in zmagal, toda to je bilo dovolj le za skupno 4. mesto. Najbolj dosleden dirkač je bil Liam Ostrožnik, ki je dobil prvo vožnjo, v drugi pa zaostal le za Podpečanom Vehovcem. To leto je konkurenca kar huda, najtežje so bile kvalifikacije in dirka. Dobro sem se počutil na motorju, to je vse pomembno. Gas in žlajf, ni nič drugega. Gas in žlajf in to je to.
Za dirkačem domačega kluba Gas Vartejba sta končala še David Štilec in tretji uvrščeni Adam Sater. V razredu Mini Moto 14 prav tako ni šlo brez padcev, tokratna žrtev je bil Tim Komel, sicer najboljši iz kvalifikacij in prvi favorit za skupno zmago. Mlajši od bratov Komel je kljub vodstvu naredil napako in padel. Kljub zmagi v drugi vožnji ni bil boljši kot tretji. Skupno drugo mesto je osvojil Maroko Cvetko, pokal za zmago pa je dvignil Kaj Vihabovič. Najboljš mi je bilo, da sem prvič zmagal. Sicer mi je prva tekma šla boljš kot druga, ampak sem zadovoljen. V prestižni kategoriji Mini Mota v razredu Open je bil v središču pozornosti Tadej Mavr Guštin. Lanski državni prvak je branjenje krone začel odločno, prepričljivo je dobil kvalifikacije, presenečenja pa ni dopustil niti na obeh dirkah, saj zmagal z veliko razliko. Današnji dan je šel v redu. Sicer sem malo administriral, glede na to, da sem danes prvič v karieri imel 4 dirke, menim pa, da je šlo vseeno v redu. To je bil trenutek, ko je na prvi dirki Mini Mota Open obiskovalcem zastal dih. Padec Luke Lenka je poskrbel za dramatičen začetek in rdečo zastavo. Pred ponovljenim štartom so mladega dirkača, ki tekmuje s hrvaško licenco, preventivno odpeljali na pregled v bolnišnico. Ko se je dirkaška akcija nadaljevala, je najbližje Mavrju Guštinu prišel Gašpar Lenko, ki je bil skupno drugi. Tretji pa je bil Taj Komel, osmoljenec prve vožnje, saj mu v lovu za prvakom ponagajala veriga. Na 850 metrov dolgi stezi s 5 desnimi in 4 levimi ovinki so hromeli tudi motorji razreda Mini GP10 in 12. V mlajši konkurenci Mini GP10 je zmaga šla v roke Tijana Krševana, najboljšega v obeh vožnjah. Drugi je bil Nejc Petrič, tretji pa Tristan Rupeli. Sem dal vse od sebe, sam da bi ostal na prvem mestu in me nekako še uspelo. In pole sem malo šel in pole sem se boril za drugo kategorijo in sem na koncu vse skupaj prišel tretji. V elitnem razredu Mini GP-ja 12 je bil eden od glavnih favoritov za pokal zmagovalca Tijanov brat Enej, a je že v kvalifikacijah lanski prvak v Mini GP10 Nejo Habjan pokazal, da bo na obeh dirkah izjemno napeto. V prvi vožnji je 15-letni dirkač iz Ajdovščine ubranil vse napade Habjana, ki je udarec vrnil na drugi dirki. Neprestano je kot čebela letel okoli Krševana in ga pičil s spretnim manevrom prehitevanja v zadnjem krogu za veličastno zmago pred domačimi navijači. Jaz sem zelo zadovoljen, v bistvu dirka je bila težka, prvo rundo mi ni uspel zmagati, je bila konkurenca premočna, drugo dirko sem pa v bistvu zadnji krog ga pač Krševana sem ga prehitel in sem zmagal. Konkurenca je bila pa zelo močna. Konkurenca med dirkači skuterjev je bila tokrat okrnjena, največ je prikazal Necko Govšek, Silvano Mladovan je bil drugi, tretji pa Matija Benčič. Super vreme, lepo se je bilo vrniti po 2 letih pauze. Kot vedno, Gas Vartejba super organizacija. Napeto je bilo tudi v kategoriji Supermoto, kjer sta se za skupno zmago udarila lanski pokalni prvak Slovenije, Italijan Fabrizio Valenta in Etienne Kantar Božič, sicer dirkač prvenstva Supersport 600. Italijan je dobil uvodno preizkušnjo, saj Kantarju Božiču ponagajal motor. O zmagovalcu je odločila druga dirka in spreten manever prehitevanja 15-letnega dirkača iz Lucije. Sicer prvo dirko na začetku je bilo še v redu, bolj smo pa dobili malo tehničnih težav. Sicer svečka je bila že malo stara in bi motorni del tako je treba, ampak sem k sreči končal še vedno na drugem mestu. Drugo dirko pa so se zvezde poklopile. Uvodna preizkušnja je minila s pozitivnimi občutki, 7 različnih zmagovalcev, za vse obiskovalce pa je skoraj zmanjkalo prostora. Dirkališče v Vrtojbi je med zimskim premorom dobilo novo preobleko, več pozornosti pa je organizator posvetil tudi varnosti. Vidimo, da število tekmovalcev raste, navdušenci tudi in predvsem publika nas je presenetila, kajti ogromno obiskovalcev. Nek del smo, lahko rečemo, dobesedno preplastili. Smo vložili tudi dosti drugega dela v same zaščitne blazine, da smo jih postavili, ker niso bile še vse na svojem mestu. Zaščitne gume smo postavili na svoje mesto, za varnost skrbimo.
Boj za prvenstvene točke se bo v konkurenci mini cestno-hitrostnega motociklizma nadaljeval 7. maja v Krškem. Dirkači so se otresli predsezonske nervoze, zaradi česar obljubljajo, da bodo v nadaljevanju sezone sekali ovinke še bolj dinamično in atraktivno. Sončni velikonočni ponedeljek v Krškem je poskrbel za premierno dirko novega državnega prvenstva za mlade voznike speedwaya od 12 do 16 let z motorji s prostornino do 250 kubičnih centimetrov. AMZS sicer prvenstvo prireja skupaj s Češko zvezo. Prijetno vreme je na tribune privabilo veliko število gledalcev, ki so lahko uživali v vožnjah deseterice neustrašnih mladih dirkačev. Slovenske barve so zastopali Sven Cerjak, Gregor Zorko in Tilen Bračko. Danes je bilo zelo različnih voznikov, ki jih nisem navajen. So spreminjali linije, sem se prilagajal, pa smo lepo odpeljali dirko brez kakšnih poškodb. Steza je bila fina, bilo je zanimivo, ko je bilo veliko voznikov. Fantje so nabirali dragocene izkušnje v mednarodni druščini. Od slovenske trojice pa se je najbolje odrezal Cerjak. Dirka je bila dobra, nisem imel glih sreče v prvem krogu, ker je mašina crknila. Steza je bila dosti redi, ni bila zakomplicirana. Dirka je bila zelo zanimiva, proga je bila malo težka, ali bilo je dobro za prvič. Padci so sestavni del speedwaya in mladi fantje se iz napak hitro učijo. V drugi vožnji sem padel zaradi tega, ker mi je zadnjo kolo zdrsnilo in potem sem izgubil kontrolo motora in sem samo padel. Sicer je tokrat največ pokazal Poljak Maksimilijan Pavelčak, ki se je moral za zmago pošteno potruditi. It was tough to win because the track was pretty tricky. In a couple of times I nearly crashed. So yeah, it was a little tricky, but I managed to win today, so I'm very happy. Na zmagovalnem odru sta stala še Latvijec Damir Filimonov na drugem in Britanec William Cairns na tretjem mestu. Smo tam, niso neki baš veliko boljši, tako da ja, imam še dosti dirk pred sabo. Samo dirke pa bo v redu. Priložnost, da fantje pokažejo, kaj znajo in zmorejo, bodo znova imeli 1. maja, ko bodo vozili v Plznu na Češkem. Brezskrbni tudi na pedalih. Pravi prijatelj pomaga tudi kolesarjem. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Četrta dirka sezone najboljših motokrosistov sveta se je odvijala v Pietramurati v Italiji. V razredu MX2 je slovenske barve na progi Ciclamino branil Jan Pancar. Kvalifikacije niso šle najbolj po mojih načrtih. V bistvu odličen štart, bil sem na 5. mestu, potem pa se eden izmed voznikov do zadaj zabil vame in na koncu so oba dva padla. Kljub padcu se je zbral in nadaljeval v visokem ritmu, a višje od 18. mesta se mu vseeno ni uspelo prebiti. Kar dober rezultat, ker na srečo tukaj v Trentinu je še vedno možno iz sredine štartiti dobro, tako da je bilo to vseeno v redu. Štart v prvo vožnjo je potrdil Pancarjeve besede. Deloval je zelo odločno in spet je kazalo na deseterico. Na začetku nisem imel najboljši ritem in sem izgubil nekaj mest, potem pa v bistvu končal na 13. Nažalost mi ni šlo najbolje. Zmage se je sicer veselil Jago Gerc. Za Pancarja je bilo nato bistveno bolje v drugi vožnji. Drugo vožnjo sem se zbral in končal na koncu na 10. mestu, tudi z dobrim štartom in dosti boljšo vožnjo. Sem zelo vesel z rezultatom, glede na to, da v preteklosti mi ta proga ni najbolj odgovarjala. Seštevek obeh voženj je slovenskemu vozniku prinesel nasmeh na obraz. Ponovno
skupno med 10 in sem res zelo zadovoljen. Drugo vožnjo je sicer dobil Simon Lengenfelder, dirko pa domači voznik Andrea Adamo. V spremljevalnem programu je potekala dirka Evropskega prvenstva za motorje s prostornino do 125 kubičnih centimetrov. Jaka Peklaj je v drugi vožnji osvojil prve 4 točke v letošnji sezoni. Žan Oven se je tokrat prebil na dirko, Miha Vrh pa je znova obstal v kvalifikacijah. V nedeljo 23. aprila bo na dirkališču Pannonia Ring na Madžarskem druga dirka državnega prvenstva Slovenije v cestno-hitrostnem motociklizmu. V ponedeljek 1. maja se bodo v Plznu na Češkem na drugi dirki za državno prvenstvo pomerili mladi vozniki speedwaya z motorji s prostornino do 250 kubičnih centimetrov.